letošnji četrti turnir Bratstva in enotnost, tako kot smo poimenovali tale naš badmintonski spektakel, trodnevni, je zaznamovalo 139 tekmovalcev iz 5 držav oziroma 25 klubov, če se smem tako izraziti, bivše države. Kar se tiče tekmovalnega dela, lahko to rečem, da je bil za posavski, bom v imenu Brežic in Pešec povedal, turnir zelo uspešen, saj smo kar 8krat stopili na stopničke za najboljše 3. Kar se tiče pa organizacijskega dela turnirja, moram reči, da smo se prvič poizkusili v malo večji vlogi, kar pomeni, da smo najeli malo večjo dvorano, športno dvorano Brežice, ki sprejme 9 igrišč, veliko število ljudi, in moram reči, da za nas klub in za našo zvezo bil to en korak naprej. S tem smo pridobili na lepših ogledih tekme, bolj kakovostne tekme smo gledali oziroma lepše se vse skupaj videlo. Zelo visoko. Moram reči, da sem zelo ponosen na svoje fante in punce, če smem tako povedati, kot tudi na prijatelje iz Brežic, zato ker smo dokazali ne samo, da smo organizacijsko na zelo visokem nivoju, temveč tudi tekmovalno. Kako je to potekalo? Tako, celotni turnir ima dejansko vzdevek en turnir Bratstva in enotnosti. To pomeni en trodnevna prireditev, kar pomeni v petek pridejo, vsi ogledajo neke znamenitosti, v soboto turnir, v soboto zvečer svečana podelitev. Moram reči, da smo v tem segmentu šli tako daleč, da smo celo, mislim, da od prvih v tem delu Evrope, da naredimo tako spektakularno podelitev. In potem nedeljo, ki smo jo letos zaznamovali oziroma poimenovali kar neki otroški kotiček, kar pomeni, da so v nedeljo otroci nekaj narisali, nekaj na zvezi temo badmintona, in moram reči, da tudi to nam je uspelo, saj je bilo nekje vključenih 30 otrok, ki so kaj naredili. Skupno gledano moram reči, da od tega projekta je ne več, bi rekel, promocijo odnesel klub, zraven pa moram reči, da je nekje okrog 110 ljudi tudi trodnevno prispalo. To pomeni ali v termah ali v privat hišah oziroma apartmajih. Ste bili zadovoljni tudi z organizacijo, vse potekalo tako po načrtu, kot ste si zamislili? Ja, moram reči tako, da pač v vsaki stvari se človek na začetku lovi, in moram reči, da tudi letos smo mi bili skeptični glede tega, ker kot veste, težko je tak turnir z 20 igralci oziroma ljudi, ki ti pomagajo to speljati. Moram reči, da smo videli, kje so pomanjkljivosti in kje bomo drugo leto popravili. Moram pa reči, že sedaj sem dobil veliko mailov, veliko pozitivne energije, da drugo leto definitivno ta turnir naredimo še večji, še boljši. Zato že sedaj lahko povabim, da je 5. turnir Bratstva in enotnost 2017 že nekje zarisan, kako in kaj.
razvili večjo, tako da potrebno moramo nekaj umiti. Naslednje leto pričakujemo, bom rekel, tukaj, da ne bo zamujeno. Zdaj pa malo zares, tudi v imenu občine. Jaz moram povedati, da občina Brežice zelo, bom rekel, razvija športni turizem. Moram povedati, da imamo danes v Brežicah, v Dobovi, rokometno reprezentanco Slovenije in da poleg tega, da dejansko je to naše okolje se aktivno ukvarja z športnim turizmom, zadovoljiti takšno primer, kot je danes, dokaz, da lahko vključujemo šport, turizem in druženje. Tako da me prav veseli, da dejansko imamo danes tukaj napisje bratstvo in enotnost, da smo tukaj narodi Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, da se družimo in prav veselje mi je, da lahko vse skupaj pozdravim. Tako da, hvala vam, da ste prišli v Brežice. Hvala lepa, gospodu podžupanu občine Brežice. In zdaj gremo pa kar podelitvi. Malo bo trajalo, bilo je veliko tega, veliko smo odigrali, tako da bo takrat malo plani se greli. Gremo kar, moške dvojice. C kategorija, tretje mesto sta si pridelila, zato ker letos prejšli smo za tretje mesto, ampak smo kar obema podelili tretje mesto. Asaf Keclah, Sarajevo in Mlinarević Kenan, Sarajevo. Tako tretja sta bila tudi eden domačin in en iz padnega kluba Rukavec, Dejan Mikuš, Ružić, Marin. Drugo mesto je pripadlo Drobić Kenan, Sarajevo in Tinja Goran, BK Flex.